Dober dan. Ta teden sem skupaj z Evropsko zvezo mladih kmetov organiziral že tretjo konferenco o mladih in prihodnosti evropskega kmetijstva. Udeležili so se mladi iz mnogih držav Evropske unije. Najštevilčnejši so bili iz Slovenije, ki so se jim pridružile tudi predstavnice Zveze podeželskih žena. Na konferenci sta predavala ministra za kmetijstvo iz Slovenije in Makedonije ter predstavniki sveta, komisije in Evropskega parlamenta in seveda predstavniki mladih kmetov. Statistike kažejo, da je v Evropski uniji le 7% kmetovalcev, ki so mlajši od 35 let. V Sloveniji je ta odstotek še nižji, komaj 4%. Postavlja se vprašanje, kaj storiti, da bi bilo več mladih vključeno v kmetijstvo, da bi zamenjava generacij v kmetijstvu hitreje stekla in da bi se položaj mladih v tej dejavnosti izboljšal. Prvi odgovor je zagotovo povezan z izboljšanjem materialnih pogojev dela za mlade kmete. Ti v večini držav članic že prejemajo pomoč iz tako imenovanega drugega stebra za prva leta kmetovanja, ko so zagonski stroški največji. Vendar se je izkazalo, da to ni dovolj. Zato sta Evropski parlament in Evropska komisija svetu predlagalo uvedbo obveznega dodatka za mlade kmete še iz prvega stebra. Svet je idejo sprejel, vendar ne kot obvezujočo za vse članice Evropske unije. Pogajanja so v teku in upam, da bodo sprejeli to pobudo v teh zadnjih mesecih pogajanj o reformi skupne evropske kmetijske politike. Znano je, da se kmetijstvo sooča z velikimi problemi. Delež denarja v evropskem proračunu se iz finančne perspektive v finančno perspektivo nenehno manjša. Evropska družba postaja ostarela družba. Kljub temu, da je vse manj mladih, število nezaposlenih narašča ravno med mladimi najbolj. Tudi kmetijstvo bi lahko potem takem pomagalo pri reševanju tega problema. Ampak tudi na tem področju velja pravilo, da ni vse v denarju. Mladi bi se bolj odločali za kmetijstvo, če bi bila ta dejavnost nudila nekoliko večji poslovni izziv in če bi bila tudi bolj atraktivna. Ne bi morali mladi videti priložnost, da lahko kakovostneje zaživijo kot na primer v urbanih središčih, če bi pri svojem delu lahko uporabljali več visoke tehnologije, če bi lahko zaživeli bolj sodobne vzorce življenja kot generacije pred njimi. Šolski sistem na področju biotehnike pa bo moral opremiti mlade z bolj uporabnimi kompetencami ter z večjo uporabo visoke tehnologije tudi v tej dejavnosti. Znano je, da so trendi v kmetijstvu v Sloveniji slabi, da je vse manj samooskrbe in da se vse bolj zanašamo na uvoženo poceni hrano, ki niti ni zdrava in ne tako varna kot doma predelana. Tudi potrošniki lahko s tem, da kupujemo domače, lokalno, sezonsko, močno vplivamo na ponovno oživitev slovenskega kmetijstva, s čimer se bodo odprla vrata tudi za večjo konkurenčnost mladi v tej dejavnosti. Brez njih ni prihodnosti kmetijstva, ne pri nas, ne v Evropi. Hvala za vašo pozornost.